Ok, danes bom razjasnila par stvari glede menstruacije in treninga, glede prilagoditve prehrane in treninga glede menstruacije. To vprašanje je eno izmed najbolj pogostih vprašanj, ki jih dobim v mail. To vprašanje je velikokrat zelo napačno razumljeno, sploh pa odgovori, tako da je pa zelo kompleksno vprašanje in zelo kompleksni odgovori, tako da jaz mislim, da se zasluži en video. Najprej pa ena ful pomembna stvar. Če slišite slučajno dve različni mnenji v fitness industriji, sploh če slišite od dveh strokovnjakov, katere cente, je zelo pomembno, da veste, kakšno množico nagovarjajo in v kakšnem kontekstu govorijo. Morate vedeti, da strokovnjaki, ki se fokusirajo na spremembo treninga in prehrane med menstruacijo, nagovarjajo predvsem tiste ljudi, ki so ful aktivni atlete, mogoče take rekreativce, ki jim trening predstavlja veliko večino prostega časa. Moram povedati, da jaz nagovarjam neko generalno publiko, ženske, ki bi se rade dobro počutile, imele malo več energije, dobile malo več moči, izgubile mogoče malo maščobe. Skratka, da bi imele boljšo kvaliteto življenja. To je velika večina. Seveda imam pa tudi takšne, ki so bolj fokusirana na trening in tudi takšnim z veseljem pomagam. Ampak največ je pa takšnih, ki bi se rade samo počutile malo boljše. Kakor sem rekla, najprej je vse odvisno od konteksta. Druga stvar je pa, da trenutno ni raziskav, ki bi govorile, da morajo vse ženske spremeniti ali ne spremeniti treninge in prehrano med menstruacijo. To pa ne pomeni, da ne obstajajo ženske, ki menstrualni cikel na njih ne vpliva ali pa vpliva. Veliko žensk opazi spremembe med menstrualnim ciklom in si prilagodijo trening in prehrano, zato ker so one same pogruntale, da to njim bolj ustreza. Na primer, jaz med samo menstruacijo sem opazila, da ful težko uravnavam abdominalni pritisk, torej ta pritisk v trebušni votlini, in na splošno imam ful manj moči pri deadliftih, čutim neko bolečino v križu. Skratka, to je ta moja osebna izkušnja, na katero se zanašam. Med treniranjem več 100 žensk sem bila pripravljena videti veliko stvari, nekatere mi je dejansko med menstruacijo uhajal urin, medtem ko med drugimi fazami cikla jim ni. Res ogromno enih takih simptomov, ki so totalno individualni. To pa seveda ne pomeni, da je za vse isto. Kako pri vseh stvareh smo totalno individualni, ampak trenutno raziskave ne podajajo nekih mnenj, kako bi mogli mi spremeniti treninge glede na faze menstrualnega cikla. Ženske smo si toliko različne, da je skoraj nemogoče dati neka napisana pravila. Recimo moja izkušnja med tem, ko ovuliram, je čisto drugačna kakor izkušnja ene druge ženske. Res imam ful izkušenj s treniranjem žensk v živo in čisto vsaka je imela drugačno izkušnjo. Torej, raziskave so trenutno take, kar pa ne pomeni, da osebna izkušnja ni pomembna. Na splošno pa itak velja, da so te velike zadeve, kakor so, da imamo dovolj hrane, dovolj proteinov, da imamo redno spanje, redno gibanje, stres management, da to zaskrbimo zase, da ima to ful večji vpliv na to, kakor pa te male spremembe, ki jih hočemo, na primer prilagoditev stvari v menstrualnem ciklu. In tako kakor pa vse druge, tudi tukaj velja, da nam te male spremembe, ki jih hočemo delati, ne bodo kaj dosti pomagale, če nimamo pod kontrolo vseh teh velikih stvari, ki sem jih naštela. Kakršenkoli je že naš cilj, ali je to estetski, zdravstveni, kakršenkoli, ne bodo imele te male spremembe kaj dosti opravka pri temu, če nimamo velikih stvari pod kontrolo. Nikoli. Se pravim, delala sem že s stotinami ženskami in vem, da 90% vseh njih nima pošlihtanih teh osnovnih zadev, tako da je obremenjevanje s tem, kaj se dogaja med menstruacijo, bolj sekundarnega pomena, ker večina jih ne spi dovolj, imajo probleme, s spanjem zaradi dojenčkov, imajo probleme v življenju, stres, ne dovolj proteinov. To so te osnovne stvari, ki jih 80 do 90 ljudi nima pokritih.
Ok, zdaj pa, kaj to pomeni za te, recimo, da si nekdo, ki se ukvarja s športom ali pa bi se rada ukvarjala, ker to jaz počnem, pomagam navadnim ženskam, ne toliko kakor športnicam, da se počutijo boljše. Jaz sem velik zagovornik znanosti in vse, kar trenutne raziskave pravijo, ampak sem skoraj še večji zagovornik real lifea, torej pravih teh feedbackov od dejanskih ljudi. Ker to je pol prava slika, ne samo gledanje v raziskavo, ne samo poslušanje anekdot, ne samo poslušanje strokovnjakov, ampak vse skupaj nam da to pravo sliko. Torej, večina strokovnjakov se strinja, da ni nekih splošnih priporočil menstrualnega cikla, ampak če se vseeno želiš podati in probati te stvari in imaš vse te stvari pod kontrolo, ki sem jih prej naštela, te velike skale, zakaj ne? Torej, če imaš vse te stvari pokrite, bi rada probala te spremembe med menstruacijo. Če si slišala nekoga, ki govori o tem in bi rada poskusila in se čutiš, da je to varno in čutiš, da bi lahko dosegla več pri svojih ciljih, pol seveda poskusi. Jaz nisem taka, ki vam bo rekla, v raziskavah pa piše to pa to pa to in ni šans, ne smeš probati, ker to sigurno ne bo delovalo, ker ljudje smo tako kompleksna bitja, da ena raziskava ne more vplivati na to, kaj mi čutimo. Lahko je to generalno in lahko je čisto res, ampak dokler ne probamo, ne vemo na sebi. Bodite pa pozorni na to, da te male spremembe, ki jih dodajate, ki so tako res pa se, da ni to dodaten stres na vaš način in da ne bo to še škodilo vsemu skupaj. Tako da pomislite, da lahko to ohranjate na dolgi rok, ali to paše v vaše življenje, ali doda še več stresa. To se morate vse vprašati prej. Tako da moje mnenje glede tega, da se prilagaja stvari med menstruacijo, je takšno. 90% ljudi sploh ne vadi redno, ne je dovolj beljakovin in se mi zdi, da če dodamo še neko dodatno pravilo, da to še dodatno zbega ljudi in še več stresa ustvari in je totalno brez veze. Jaz mislim, da ne spadam v teh 90%, ki pač živim to življenje in res poskušam vse te velike globalne spanje, prehrano, proteine imeti pod kontrolo in tukaj se jaz lahko malo igram s temi zadevami in gledam, kaj meni pomaga in kaj ne. Tudi med menstruacijo zelo pazim, med menstrualnim ciklom točno vem, v katerem ciklu sem sposobna marsikaj, v kateri fazi nisem sposobna absolutno nič. In to je fajn vedeti, absolutno, ampak saj pravim, to so take stvari, kakor dodatki. Če nimaš osnovnih stvari poštimanih, ti dodatki ne bodo pomagali absolutno nič in isto je pri menstrualnem ciklu. Oziroma pri tem, da si menstrualni cikel prilagajaš glede na trening in pa da ga uporabiš v svoj prid pri treningu. Če imate pa vi drugačne izkušnje oziroma imate kakšno izkušnjo s tem, pa bi bila vesela, da mi poveste, ker vse to jaz zbiram in beležim in na podlagi tega pol ful pazim, kako sestavljam programe, kako komuniciram in vse to in mi ful pomaga. Tako da z veseljem slišim vašo izkušnjo.